cel gasilski pozdrvi, v 7 tremih odbrzi, ker samo gasi, vsak požar in se bolj zmudešči, dan na dan opet skrito ni, samo vse pogasi. Pelje se po ulici in pozdravlja vse ljudi. Kaj če komu zagori, že gasilec tja hiti, ker samo gasi, vsak požar in se bolj zmudešči, dan na dan opet skrito ni, samo vse pogasi. Danes je Sarin in Jakov zadnji šolski dan pred velikonočnimi počitnicami. Pridi, Nejc, saj veš, da je zadnji dan. Ja, zate že, jaz pa danes pišem kontrolko. Pozdravljena, sta za sladoled, ko imata ravno odmor? Ja, prosim samo. Ne, to pa že ne. Dobro jutro, Ida. Kakšna nesreča samo. Epidemija kokošje bolezni se je razširila po vsej dolini. Kaj? Poglej, tukaj je članek. Primeri kokošje bolezni so prisotni že v vsej Petelini vasi. Olala. Povsod se je že pojavila. Povsod. Naj vidim. Če vprašaš mene, so za to krivi ti nakupovani. Mama, glej, kako sem že pikast. Sem vedela. Tako je občutljiv. Mami, ko pridem iz šole, bom moral pa takoj v posteljo, ne? Niti približal se ne bo šoli, moj dragi. Če boš slučajno kaj... Kakšen prevarant. Adio, fanta. Vedno sponvijo sem jaz in pojem pesmi si na glas. Slanina danes je okusna in vsi imajo polna usta. Izvoli, Egon, klobasa, slanina, jajca. Kaj pa zdaj? Aha, pekač v pečico. Zakaj ne poješ raje malo kosmičev namesto vse te mastne hrane? Dobro jutro, fantje. Danes se bomo ukvarjali s telovadbo. In z veseljem vam sporočam, da imamo v gosteh gasilko Polono, ki nam bo pokazala, kaj vse znamo. In zmoremo, se razume. O ne. Nejc, jaz grem k Beli na limonado. Ti, moj ljubček, pa se toplo zavisi, slišal? Prav, mama. Prav, prostega dneva pa že ne bom zapravljal v posteli. Aha, pa sem jih, ha? Bravo, Nejc. Ste vsi pripravljeni? In gor in dol. In gor. Dajte na načelnik, stegnite noge. Ja, sej, samo paziti moram na svoj hrbtenični izjatični živec. In dol in gor. Tako, gasilec samo. Dotakni se prstov na nogi, Egon. Sploh ne vem, kdaj sem zadnjič videl svoje prste na nogah Polona. Ojoj, strgala sem se. Kakšna bedna predstava, gasilec Elvis in Egon. Vama lahko pomaga samo tek. Pripravljeni? Pozor! Gremo! Zdaj, pazite! Komandaj, Elvis. Zdaj! Jaz sem Nejc Pirc, najboljši metalec kamnov na celem Krasu. Ne morem več, Egon. Mislil sem, da tek koristi, mene pa prav ničuje. Oj. Tole je pa zabaven tek, se bom še jaz malce pozabaval. Ja, s temle ju bom potegnil. Tako, zdaj se bom pa skril in gledal.
Prisegel bi, da je Petelinja vas tam. O, se imava privide, kot jih imajo v puščavi? Srečno pot. Konzerve, nobene sveže zelenjave nikjer. Vse sem pregledala, načelnik, zdaj grem pa domov. Zelo dobro, gasilka Polona. Egona in Elvisa nekam dolgo ni nazaj. Preveč telovadbe nepripravljenim ljudem lahko škodi, načelnik. Je res? Seveda. No, mislim, da bo dobro, če greva z gasilcem samom pogledat, če je vse v redu. Načelnik, pohitiva. Jaz ne bi jih morala že srečati samo. Brž čas sta šla samo k Beli na čaj. Sem vesel, da sem vaju srečal. Načelnik, tamle sta. Se si kar mislil. Voznik avtobusa pa čisto brez orientacije. Hej, samo naj je prišel rešiti. Kako sem vesel, da vaju vidim. Kurja kuga. Egon, pike imaš na obrazu, poglej. Halo, tukaj je 999 gasilski avto, končano. Požar v gasilski postaji Petelinje vasi. Požar, stop. Požar v gasilski postaji. Sprejeto, Florian 999, končano. Mislim, da sedaj potrebujemo vse moči, ne glede na izpuščaje. Prav imaš, gasilec samo. Ja. Krcajta se, fanta. Odvite cevi, fantje. Načelnik, štedilnik v ognju. Prav, izklopil bom plin. Odprite vodo. Voda odprta. No, kako napreduje ta fanta? Še malo pa bo pogašeno, načelnik. Zaprite vodo, končano. Naša pečenka in cmoki so uničeni. Bodi vesel, da ni tudi gasilska postaja zgorela, Elvis. Čakaj. Daj še enkrat si obriši obraz. Kdo bi lahko to naredil? Ida, kako kaj tvoj bolnik? Joj, cel dan je bil v posteli. Živa, mami, poglej, nimam več spuščajev, sem že zdrav. Ne, ljubček, ne moreš biti še zdrav. Vidiš, še vedno jih imaš vse polno. Ampak saj ni mogoče. Teh se pa ne boš tako zlahka znebil, prijateljček. Živjo, Nejc. Tršica pravi, da ne skrbi preveč zaradi kontrolke. Super! Lahko je boš pisal po počitnicah. Mami, zdaj sem pa res bolan. Ko zasliši zvok siren, šine kakor spod voden. Že v gasilskih pozdrvi, v 7 trenih odbrzi, ker samo gasi, vsak požar se bo zubešči, dan na dan opad skrito ni, samo vse pogasi. Prije se po
že gasilec tja hiti, ker samo gasi, vsak požar in se vozmu beši, dan na dan dopad skrito ni, samo vse pogasi. V Petelini vasi je danes dan čarovnic in v gasilskem domu pripravljajo vse potrebno za zabavo. Vse stvari so velike, lepe, zelenjava krasna in majhna. Ta žolčna dieta, ki si mi jo dala, je res dobra. Postal sem pravi okostnjak. Hvala, da si mi naredila kostume, Polonca. Presenetiva ga. Kakšno težko delo, pa še nevihta se bliža. Sveta nebesa! Saj sva samo mi dva, Egon. Kakšne lepe buče imaš. Hvala! No, jaz oziroma Venera se vrne kasneje na svoji metli. Adijo, Polonca. Kaj pa je ta brozga? Rdeče zelje. To je krstna juha za začetnike. Vidite, načelnik. Potem bodo jedli še njoke po čarovniško in na koncu še puding s črvi. Fuj, mene ni treba šteti zraven, Elvis. Se to je samo žele, načelnik, zato da se trese, poglejte. Po mojem sem krasna čarovnica. Ja, super si. Kakšen hudič. Nec spet zamuja. Ej, tukaj sem. Komaj sem dobil mamino pregrinjalo. Še nikoli nisem videl zelenega duha. Jaz tudi ne. Super si. A tako, le glejta. Tako. Wow, super. Ni slabo, ne? Pridita, najprej začnemo pri Beli. Dej, Jaka, potrki, kaj še čakaš? Ti! Jaz bom potrkal, kar umaknita se. Ja, kdo je tam? Mama mia. Kazen ali nagrada? Mislim, da vam dala nagrado. No, pejte z mano, pejte. Živjo, Roza. Danes bi bila lahko čarobna mačka. Ne, ma Roza je prelepa, da bi bila čarovniška mačka. Na, tukaj imate čisto posebno nagrado. Kolač z bikovimi očmi in krvavo pijačo. Super, paradižnikov sok. Patricija, ljubica moja. Da, Leon. Nekaj te moram vprašati. Res. Daj, Leon, ne ovinkari. Ali bi ti z menoj... Ali bi kaj, Leon? Ali bi se poročila z njim? Zlomka, kdo je bil to? To je super. Zanima me, kaj nam bo dala gospa Pirc. Le kam je šel Nejc? Mene tu ne bo zraven. Ne rabim knjig, če to prodajata. Dve čarovnici, no?
ali bi... Kazen ali... Pa bom že dala kazen. To ni prav. Midva bi morala kaznovati njo. Najbrž gleda svojo nadaljevanko. Če jo kdo takrat zmoti, postane grozno hudobna. Mislim, da si zasluži kazen. Jaz tudi. Otroci, kaj greste z mano na veselico? Pejte, no, gremo. Super. Pa odletimo. Jaz ne grem. Vidimo se kasneje v gasilskem domu. Ma pridite, otroka moja, pridite, kaj gremo. Jožoš, pogledajte, kakšno je hmalo bo državalo v kaj škafa. Joj, kakšna navihta. Vreme je idealno za zabavo. Ljubim te, Patricija. Bi se poročila z menoj, ljubezen moja. Da! Tako se govori. Premišljevala sem o tem, odgovor je... Slomka! Zdaj pa ne bom nikoli vedela. Nikoli. Grozna! Kdo je ugasnil luči? Kar slišim, kako letijo netopiri, strah me je. Tako, fantje, naš generator za hišo nas nikoli ni pustil na cedilu. Brez panike, Elvis. Je bil kdo paničen? Jaz že ne. Gromska strela. Gasilka Polona je. Daljnovod se je podrl pred njo na mestni cesti. Tako, vsi prisebni, načelnik. V redu, fantje, kar gremo. Res ne vem. Plačaš elektriko in potem je zmanjka. Tule je baterija. A kje so pa sveče? A kaj je to? Ne! Moj Bog! Zeleni duh! Ne vem, kaj sem storila, da sem poslušila tole. Poštena ženska, kot sem jaz, pa jo preganjajo duhovi. Mama, kaj je to, mama? Oprosti, mama, nikdar več ne bom. Mama. Ti si bil, kaj ne? Florian 99 v postaji, končano. Tu postaja končano. Daljnovod je izklopljen. Električari bodo kmalu popravili kable. Čudno je, da se Polona ne javi po radiju. Ej, ali je to ona? Izgleda, da je v nezavesti. Polona? Polonca? Me slišiš? Pazi, gasilec, samo ne pozabi, da lahko v električnih žicah še tok. Ja, načelnik. Polona, je s teboj vse v redu? Upam, da ni nič hudega. Pozdravljeni, fantje. Oprostite zaradi tega. Najbrž sem zaspala. Polončka, počakaj, da preverim, če je avto pod tokom, slučajno. Le mirno, Polona. Tehniki so hitro popravili okvaro, moram reči. Ja, zakaj pa je postajal temi? Kaj pa zabava? A ne bo...
vsak požar in se vozmo bleši, dan na dan to pa cvito ni. Samo vse pogasi. Prebivalci Petelinje vasi že dolgo niso bili tako pridni. Gasilci zbirajo denar za otroško bolnico. Egon pa pomaga Beli pri domačih popravilih. Dobro jutro, Egon. Ja, kaj pa delaš? Polagaš plaščice? Slabo kupčijo sem napravil, kot sem obljubil Beli, da ji bom pomagal postaviti novo prho. Kaj pa imaš ti v roki? Tale kovček je poln denarja od srečelova. Bomo še skupil eno. Tu imaš. Dober mož si. Zbrali smo že 30,000 $, ni slabo, kaj? Je kdo doma? Za božjo voljo. Bela, je to kavarna ali ropotarnica? Egon je tako prijazen, postavil mi bo novo prho v kopalnici, jaz pa bom medtem vse počistila. Joj, kako bo lepo boš videl, vse bo tipi-topi. No, Bela, boš kupila kakšno srečko? Ja, kar cel zvezek mi dej. Jašaš, poglej, jašaš, vse mi je padlo po tleh. No, pomagi, no. No, nič hudega, Bela. Samo hvala. No, tukaj so tvoje srečke. Prodala jih bom. Mama mia, ma danes mi gre vse narobe, poglej, kakšen dan. Joj, kako lepa košara sadje, Elvis. Se ti ne zdi? Saj ne morem verjeti, da je tako velikodušna. Zelo lepo od nje. O kom pa govorita? Pozdravljen sam, gospa Pirc je podarila to sadje. Najbrž se ne počuti preveč dobro. Kdorkoli bo že tole zadev, bo imel pokvarjen želodec. Kaj pomeni tole, gasilec samo? Dobrodelni srečelov. Srečkami smo zbrali že 30,000 $. Odlično. Vedel sem, da bomo zbrali ta denar. Na posteljo za dobrodelno akcijo boš našel za vogalom. Tudi jaz vam želim pomagati. Kako vam gre, kaj fanta? Strmo, kaj? Ja. Ti tako praviš? Aha. Počutim se, kot bi bila moja stopala ob vznožju, glava pa na vrhu hriba. Vse smo naredili. Dan se poslavlja in jutri bo moja prha pripravljena in jaz se bom umila. Tako, končal sem. Zdaj bom pa počasi pospravil. Pa pridi na skodelico čaja. Oho, moker cement. Ej, gospod Špacapan. Nate Spears, ostani tam, kjer si. Ne pustite zraven moje lepe cementne plošče. Samo svoje ime sem hotel napisati. A ne? Ne boš me pretental, Nate. Seveda vas ne bom. A boste bonbon? No ja, pa bi. Hvala. Nate Spears, samo počakaj, da povem tvoji mami. Res ne vem. Kaj pa Egon Špacapan misli, da vozi? Kočijo. Pozdravljena, Ida, mi malo porivamo. Porivate? Jo, samo ne prosite me za pomoč. Že svojega nakupovalnega vozička ne morem, pa bi tole staro železje. Kje pa je zdaj Egonov avtobus? Ja, saj ti ni treba čakati na avtobus, lahko te porinemo na postelji.
Če že ravno ustrajaš samo, nimam nič proti. Izvoli, Ida. Se je kar udobno, hvala. Dobrodelna akcija, dobrodelna akcija, dobrodelna akcija. Tako, računalnik, no zdaj pa preštejmo tistih $30,000. Pri moji veri, kje pa je denar? Zdaj se počutim kot kraljica. Tale vožnja pa sploh ni bila slaba. Hvala samo. Adijo, Ida, ni zakaj. Tukaj pa majhen zaklad. Skoraj sem končala. No. Ej, Bela, se ne boš pustila teh stvari tako razmetanih po ulici, kaj ne? Ne, Ida, bom zakurla notri na dvorišči. Kaj? To misliš zažgat? Ma se so samo smeti. Da, vidim, ja. Si videl Idin obraz, ko smo jo peljali po ulici? Ni slabo sami. Počutila se je. Gasilec samo. Tukaj smo, načelnik. Še nekaj desetakov bomo dodali vsemu denarju. Te lahko prosim, da prideš v mojo pisarno. Ojoj, nekaj se je zgodilo. Prosim, načelnik, kaj je? Naj ti razložim. V tem kovčku ni denarja, niti $1. Ja, kam je pa izginil? Kdaj si ga nazadnje videl? Danes zjutraj, načelnik. Ko sem prodal Beli nekaj srečk. Počakajte. Se to ni moja torba. Kaj praviš? Te smeti bodo takoj zažgane. In prha deluje, hvala Bogu. Ja, alo, kavarna Bela, samo. Bela, pozorno me poslušaj. Ali se spominjaš, če si danes zjutraj mogoče videla črno aktovko? Ja, stara, ki mi jo je podaril moj stric iz Rima, misliš? Ja, vse je v redu, načelnik. Mislim, da smo jo našli. V kavarni je. Bela, prihajam po njo. Ma samo, jaz sem lih kar dala vse na ogenj. Ma samo, ti Samo? Vsi prisotni in prisebni, načelnik. Prav, gremo, fantje. Na delo, fantje. Ma se ne gori, samo smeti so. Kaj se dogaja? Ta mačka. No, razvite cevi. Kristo kosmatih požarov. Bojim se, da smo prepozni. Kakšna nesreča. $30,000 je zgorelo. Zgorelo! Ma jaz sem kriva, ma kako je meni žal. Bela Lazadja! Kje je ta neumna italijanska milijonarka? Kaj se dogaja? Poglejte, kaj sem našla, $30,000! Ne morem verjeti! $30,000, ti rečem! Toliko denarja ima, da ga lahko zažiga! In ne veš, koliko blizu si resnici. Res ne vem, kako naj se ti zahvalim. To je denar od srečelova. 3-kratna sreča, cementiranje je končano bila. No, končno. In če se smem pohvaliti, opravil sem odlično delo. Night Spirits! Night Spirits! Ko zasliši zvok siren, šine kakor spod voden, že v gasilski pozdrvi, v 7 odbrzi, ker samo gasi, vsak požar in se vozmu blešči, dan na dan opet skrito ni, samo vse pogasi. Se po
gasi, vsak požar in se vozmo meši, dan na dan to pa skrito ni, samo vse pogasi. Soparen poletni dan je. Sara in Jaka sta prepričala strica Sama, da jo je peljal igrat kriket. Tako, zdaj bom pa stekel. O ne, najprej moraš udariti. Boš videl, takoj te bom spravil iz igre. Ne bodi tako prepričan, fant moj. In to je moj strašni met. Oj, stricamo. Oj, moje lepe begonje. Ste kaj izgubila, ljubčka moja? Oprostite, gospod Špacapan. Veste kaj, ljubčki, tile trije pa res nič ne znajo. Prihajam na eno igro. Super, to bo zanimiva igra. Vidim, da rezervni igralec že prihaja, torej jaz odhajam. Hvala, Egon, vidimo se kasneje. Vajo imam z ansamblom in verjemite mi, potrebujemo veliko vaje. Tako, fanta. Zdaj vama bom pa pokazal pravi udarec s tole palico. Mami, jaz grem ven. Pazi, Nejc. Oprosti, gasilec, samo nisem te videl. Kaj pa imaš tule? To je očkov stari teleskop. Zakaj ne pogledaš? Nič nimam proti. Z njim lahko opazuješ zvezde. No, poglejmo. Aha. Jupiter, seveda to je Jupiter. Po dnevi vidiš zvezde. Ja, garažo gasilske postaje vidim. No, tako smešno pa spet ni, no. Kaj ni bilo? Odkot imaš pa črno oko? Črno oko? Verjetno od tam, kjer si ga dobila tudi ti. Tuš za trepalnice se mi je spet razmazal. Sveta nebesa, najbrž sem vzela napačno stekleničko. Hočeš reči barvo za čevlje? Barvo za čevlje? Nejc! Vesel sem, da tvoj fant ni izgubil smisla za humor. Mu bom že dala smisel za humor, ko ga ujamem. Ne, stop. Tišina, prosim. Ste kaj rekli, načelnik? Gasilec servis, vem, kaj je moderna glasba in ta je precej neobrana, toda ta pesem mora imeti melodijo. Oprostite, načelnik, malo me je zaneslo. Težko bi trdili, da smo dobri, kaj? Vaja dela mojstra. Bi poskusili še enkrat, načelnik? Poskusiti je res prava beseda. Na 2, gasilec servis. No, nisem rekel še niti 1. 1, 2. Groza! Sakravolt. Tole je uničeno, kaj ne da.
Pridi bliže, Sara. Najboljši les je na tej strani. Nikoli ga ne bova premagala. Egon, tole žogo ste pa res poslali v višave. Oprostita, šel bom po njo. Na, primi tole, Sara. Ta lestev je že malo razmejana, kaj ne? Ne, prav dobra je. Tako, otroka, takoj bom prinesel vajno žogo. Ojoj, zdaj sem se spomnil, da se bojim višine. Raje pridite dol, gospod Špacapan. Ne, preden ne vzamem žoge. Huliča. Ja. Imam jo, izgubili ste, gospod Špacapan. Ne, nisem. To ne velja. Pazite! Držite se! Brez skrbi, poklicati grem gasilce. Držite se, gospod Špacapan! Ne vem, če bom lahko zdržal prav dolgo. Boben je popravljen, načelnik. Lahko začnemo. Da, torej, ko rečem 2 in ta pride takoj za eno, gasilec Elvis. 1, 2. Kdo je bil to? Gasilka Polona, ti ostaneš tukaj na zvezi. Moški na strehi. Vsi prisotni in prisebni, načelnik. Prav, gremo. Tukaj! Pridite hitro, Egon je na strehi. Čuden kraj za igranje kriketa. Pripravite lestev. Egon, pazi. Podaljšajte jo. Egon, primi se. Tako. Pristonite na hišo. No, Egon. Meni se od višine vrti. No, saj bo šlo, Egon, saj bo šlo. No, ali si prostovoljni gasilec ali ne? No, prostovoljni gasilec, Egon. Nič ne pomaga, načelnik, ne moram. Počasi. Ojej. Ne glej dol, fant. Ne glej dol. Dobro, Egon, še malo. Egon, danes bodo za večerjo špageti. Pridi dol. Zdaj o tem govoriš. No, spuščanja po lestvi pa še zmeraj ne znaš, Egon. Ne, načelnik, ne. No, ta problem je zdaj rešen, načelnik. Kaj pa jutrišnji nastop? Počakajte, načelnik. Če lahko preživim popoldne v moji izumiteljski kolibi, mislim, da bomo imeli več sreče. Kakšna muzika ima za tako vesela. Poglej, pa oni goljufajo. Tole je glasbeni stroj. Glej. Ne, naj vam bo. Super ste! Bravo jest, hvala za aplauz. Ko zasne
vsak požar in se vozmu blešči, dan na dan topad skrito ni, samo vse pogasi. Pelje se po ulici in pozdravlja vse ljudi. Kaj če komu zagori, že gasilec tja hiti, ker samo gasi vsak požar in se vozmu blešči, dan na dan topad skrito ni, samo vse pogasi. Ko zasliši zvok siren, šine kakor spodboden, že v gasilski pozdrvi, v sedmih tremih odbrzi, ker samo gasi vsak požar in se vozmu blešči, dan na dan topad skrito ni, samo vse pogasi. Pelje se po ulici in pozdravlja vse ljudi. Kaj če komu zagori, že gasilec tja hiti, ker samo gasi vsak požar in se vozmu blešči, dan na dan topad skrito ni, samo vse pogasi. Vzračje v Petelini vasi je danes napeto kot elastika. Nejc se je spet igral s smrdljivimi bombami. Fuj, Nejc! Ja, mama. Po celi hiši grozno smrdi. Prisežem, da je bilo po nesreči. Ti bom že dala po nesreči. Nekdo bo moral počistiti celo trgovino. Razumeš? Saj bi ti jo jaz, ampak nujno moram Saro in Jakom k Poloni na čaj. Potem gremo pa v kino. Ti bom pač žal morala reči, da pač ne greš. Mami. Florian se svojo posadko vrača v Petelinjo vas. Samo, zdi se mi, da se tam čez nekaj kadi. To ni dim, Elvis, to je megla. In vsako minuto je gostejša. Kmalu bo tako gosta, da se ne bo videlo nič več. Nemogoče. V horoskopu piše, da je zdaj pa res ves svet v mojih rokah. No, kaj menite o tem? Horoskop? No, kaj? Ne verjamem horoskopu, gospa Pierce. Napoveduje prihodnost. To so same neumnosti. Kje pa? Gospa Lazanja, moja babica prihaja iz prave romunske šole. Nekoč mi je povedala, da bo moj sin predsednik Krasa. Ste razumeli? Predsednik Krasa. Nej. Kje pa je tu ona prečitala? Kako ona to ve? Iz čajnih listov seveda. In še več, svoje znanje je prenesla name. A si že končala? No, mislim, da imaš srečo. Vidim nekega moškega. Temen je in čeden. Tudi potovanje vidim. Zelo kmalu ga boš srečala. Zelo kmalu. Joj, se to je nemogoče. Ali bi prerokovali še nama, gospa Pirc? Vidim, da bosta šla na dolgo pot. Danes popoldne. V mesto. Se to je neverjetno. In kaj še? Veste toliko stvari. Tukaj ste. Pridite, vida, pravočasno moramo oditi. Mamma mia, on je tamen in čeden moški. Kdo? Egon? Ja, seveda. Tako vidiš, moje napovedi so se uresničile. Pozdravljena! Zdravo, stricama! Egon, prosim, ustavite. Rada bi nabrala marjetice. Prav, ljubčka moja. Adijo. Hvala, Hvala, gospod Špacapan.
Wow, super! Polona obožuje rože. Pridi, no. Samo še malo. Zamudila bova film. Ne bova. Sem že. Sara, ne najdem poti. Tamle je. Ne, ni. Potem bi morala biti pa tam. Ne, ni. Izgubila sva se. Dober dan, tu gasilska postaja. Samo Polona tukaj. Si kaj videl Saro in Jaka? Morale bi biti že tu. In ta megla, skrbi me. Ja, to je pa čudno. Polona, ali se lahko dobiva na pol poti? Morala bi biti nekje na poti med Petelinjo in mestom. Upam, da je vse v redu. Gasilec Samo gasilki Poloni. Končano? Kar povej Samo. Končano? Kje približno se nahajaš? Ne vem, Samo. Nobenih smerokazov ne vidim. Samo malo. Avtomobilske luči vidim. Počakaj, Polona, avto vidim. Joj, saj to si ti, Samo. Malo je manjkalo. Vedno sem rekel, da potrebujemo radar. Ni sledu o njiju. Ne še. Hej, počakaj malo. Kaj pa je tole? Poglej, robček je in vse je na njem. Sarin je. Najbrž sta šla tu noter. Jaz grem pogledat, ti pa ostani tu, če morda najde ta pot nazaj. Prav, Samo. To je smešno. Prepričana sem bila, da greva v pravo smer. Izgubila sva se zaradi tebe. Nisem jaz kriva. Samo ker... Sara! To je živo blato. Primi me za roko. Ne pomaga. Ne dosežem te. Brez strahu, Sara. Na pomoč! Izgubila sva se! Na pomoč! Sara! Jaka, že prihajam! Stric Samo, prosim, pomagaj mi. Pomagaj mi. Končno, Samo. Vse je v redu, sem že tu. Poskusi biti čisto pri miru, Sara. Bliže ne morem, če ne se bom pogreznil še sam. Gasilec Samo, gasilki Poloni, končano. Halo, Samo, si imel kaj sreče, končano? Pripelji vozilo, kakor hitro moreš. Razumela, Samo. Vidim tvoje luči. Točno pred teboj smo. Jaz grem po vrv, ti pa pripravi navijalo. Tako, Sara. Vrgal ti bom vrv, ti pa moraš spraviti zanko pod roke. Ja, prav, stric Samo, ja, prav. 1, 2, tukaj je. Imam jo. Pridna punca. Zdaj je varna. Začni vleči. V redu. Močno se primi, Sara. Skoraj ti je že uspelo. Poskušaj prijeti mojo roko. Uspelo ti je, Sara. Bravo, ne preveč čista, vseeno zdrava in cela. Hvala ti, stric Samo. Dober tek, otroci. Moja mama je zmeraj govorila, ob dobrih špagetih z dobrim šugom ni več težav. Alora, dober tek. Naj ta gasilni avto... kaj pa vidva tukaj, ali niste v kinu? Kako pa to veš? Kar tako. Mi je prišlo na misel.
Ne, niti prišlo. Zjutraj sem ti povedal, da gremo k Poloni. Kakšna klepetulja je včasih tale moj nejc. Ko zasliši zvok siren, šine kakor spod voden. Že v gasilskih pozdrvi, v 7 tremih odbrzi, ker samo gasi, vsak požar in se vozmu blešči, dan na dan opet skrito ni, samo vse pogasi. Truje se po ulici in pozdravlja vse ljudi. Kaj če komu zagori, že gasilec tja hiti, ker samo gasi, vsak požar in se vozmu blešči, dan na dan opet skrito ni, samo vse pogasi. Ko zasliši zvok siren, šine kakor spod voden. Že v gasilskih pozdrvi, v 7 tremih odbrzi, ker samo gasi, vsak požar in se vozmu blešči, dan na dan opet skrito ni, samo vse pogasi. Truje se po ulici in pozdravlja vse ljudi. Kaj če komu zagori, že gasilec tja hiti, ker samo gasi, vsak požar in se vozmu blešči, dan na dan opet skrito ni, samo vse pogasi. Samo je povabil Saro in Jaka na svojo vrtno zabavo. Kako že imenuješ to jed, stricano? Za silo. Točno tako, Jaka. Med zajtrkom in kosilom vedno vzamem... Dobro jutro, gospod, svež pomaračni solza. Pozdravljen, kdo si pa ti? Bi gospod rad svoja jajca z rumenjakom navzgor ali navzdol? Sara in Jaka, to je robot Boris, moj najnovejši izum. Genialno. Nič mesa, zdrava hrana je brez mesa, sir, testenine, vsi v en glas, to je bolje za vse nas. Poloni bo to zelo všeč. Za kosilo vam nudim kavijar, jelinjo pečenko in same izbrane posladke. Danes bomo jedli vegetarijansko hrano, tako. Kaj si jutro, načelnik, upam, da ste dobro spali. To je moj novi pomočnik, načelnik, ki bi nam lahko pomagal v gasilski postaji. Načelnik Albert, naj vam predstavim robota Borisa. Čas mi je. Dobra ideja. Morda bi mi lahko prinesel malo čaja, preden gremo v mesto. Ojoj, samo čaj sem danes pozabil kupiti. Brez težav, Boris. Prva naloga, nakupovanje v trgovini gospe Pirc. Moji vesoljski bojevniki so vse povsod. Tako težko je, da sploh ne vem, če mi bo uspelo. Dobro jutro, gospa Pirc, ali bi lahko dobil škatlo čaja? Samo moment, ali ne vidite? Nejc! Vesoljec je v trgovini, takoj pridi dol! Takoj pridi dol! Gospa Pirc, se slabo počutite? Naj pokličem zdravnika. A je kaj narobe, mami? Napadla so nas bitja iz vesolja! Na pomoč! Wow, robot! Zvito! Le kako deluje? Kdo te pa upravlja? Gasilec samo. No vidiš, mami, to
je najnovejši samoizum. Tako, prispela sva. Hvala, Polona. Poglej, to je Samov nov pomočnik. Hej, Boris, v gasilsko postajo grem nekaj popraviti. Bi rad, da te peljem? Tične rimevkonki, gospa, te vreče so precej težke. Ima pa res smešne prijatelje, ta gasilec Samo. Tako, Boris, Samo, fant moj, tale tvoj zdaj vzemi prijatelj, tole in vrzi v koš. Lepo prosim. Seveda, gasilec Samo. Samo, tale tvoj prijateljček je kar precej umazan. Alkohol, to bi moralo očistiti vso umazanijo. Poskusila bom popraviti ključavnico Samo. Prav, Polona. Hej, naj ti pomagam, Boris. Le kateri je pravi gumb tukaj? Si pa še primitiven model. Zdaj se bomo šli pa vojno zvest. Prejel ukaz. V redu. Boris, si izgubil kakšen jak? Krpe ti pa res ni treba metati noter. Boris, no! Jaz pa že ne oviram prometa. Tega dela si pa res nisem želela. Opozorilo vsem. Začenjamo z velikimi bombami. Bojevniki v napad. Joj. Tvojo kaseto bom moral vzeti ven. Galaktika. Kako je pa to prišlo sem noter? Čas je, da jo popiham. Nate Spirc, se bova že še videla. Ojoj! Joj! Fantje, pripravite cevi! Fantje, pripravite cevi na pomoč! Požar! Da ni spet Nate tisti, ki se dere. Požar, na pomoč! Ojoj, se to je Polonin glas, Elvis. Fantje, pripravite cevi! Fantje, pripravite cevi! Da, Samo. Se to je Polonin glas. Elvis, prevroče je, ne moram noter. Boris bi pa lahko, če bi ga lahko spet usposobil. Elvis, primi cev. Poglej, nekdo je izgubil kaseto. Zanima me, kaj je na njej. Si to je Borisova kaseta. Kako je prišla sem? Hej, iz gasilske postaje se dviga dim. Joj. Stric Samo, našla sva Borisovo kaseto. Odlično, prav to potrebujem. Tako. Boris, pojdi v ogenj in prinesi Polono. Razumem, gasilec Samo. Srečno. Wow, kako poguman je Boris. Pravi Superman. Aha, vse je v redu. Boris jo ravno kar prinaša ven. Samo ogenj bo kmalu pogašen. Uspela mu je. Izvrstno, Boris. Kaj pa Polona? Mislim, da je vse v redu. Polona, me slišiš? Kaj se je zgodilo? Tako, Nate, čas je, da se pogovorim s teboj. Veš, sreča imaš, da je Boris lahko rešil Polono. Ja, stric Samo. Lahko bi se končalo čisto drugače. Ja, stric Samo. Na srečo ni hude škode, samo dobro je treba počistiti, zato kar briši, fant moj. In nič več svojih šal? Ne, stric Samo, prisežem.
Zelo neprijeten dogodek, ki pa so ga vsi prisotni rešili hitro in odgovorno. Ponosen sem, da lahko Saro in Jaka za njuno učinkovitost nagradim s častno gasilsko diplomo Petelinje vasi. Hvala, gospod Albert. Dobro sta opravila. Za poseben pogum pa nagrajujem tebe, Boris, zlato gasilsko medaljo velike vrednosti. Zelo sem počaščen, zelo sem počaščen, zelo sem počaščen, zelo sem počaščen. Ko zasliši zvok siren, šine kako spod voden, že v gasilski pozdrvi, v sedmih tremih odbrzi, ker samo gasi, vsak požar in se bo zmubešči, dan na dan opad skrito ni, samo vse pogasi. Pelje se po ulici in pozdravlja vse ljudi. Kaj če komu zagori, že gasilec tja hiti, ker samo gasi, vsak požar in se bo zmubešči, dan na dan opad skrito ni, samo vse pogasi.